Čau ful, kako ste? Alenka tukaj. Stvari preden začnemo s tem videom. Prva je, hvala, da ste zbrali ta video, ker je ful lažji meni govoriti o tem, ker sem velikokrat doživela te stvari, precej izkušenj imam in vam najlažje povem, brez da prej 3 dni delam scenarij in stvari pisance, ampak obenem povem, da pisem ne bom več odpirala v videih. Hvala vsem, ki jih želite poslati, ampak zaenkrat sem vzela svoj naslov dol, razen za biznis stvari ali pa če mi osebno pišete, vam povem svoj naslov. Če pa mi še kaj takega pošljete, ker bi želeli odprem v video, bom pa odpirala samo še na story, zaradi tega, da ne vzame časa v videu. Nekateri ljudje res pridejo samo pogledati video in jim je to odveč in... Pisala mi je Nina in prav, če bi lahko posnela primer Anna Nicole Smith. A kdo to pozna? Bom si pogledala. Kako je lepa. Lejte. Nimam žiga zraven, da bi mi zapel, ampak hvala ti 100-krat, Nina. Ta stvar je, da se trenutno na Hit Radio Antena oziroma njihomu YouTube glasuje za najboljšega youtuberja in instagramerja leta 2018, ker je ful cute ideja, tako da veste, kaj morate narediti? Kaj greste glasovati zame, zato ker zelo očitno ne znam mižikati. Ok, ta video je bil tako nenormalno predlagan, odkar sem prvič omenila, da jaz imam spalne paralize in očitno vas je še veliko vmes, ki jih imate, glede na to, da vam je več kot 17 000 sledilcev in 80% ljudi to ima, se pravi. Zdaj, glede na to, da vas v naslovu videa strašim, da imamo vsi spalno paralizo, moram hitro razložiti, kako je to mišljeno. Občutek v spalni paralizi zna biti srhljiv. To pomeni, da se zbudiš in se ne moreš premikati. Tvoje telo dobesedno deluje, kot da je mrtev. Preprosto ne moreš premakniti mišic, se pa jasno zavedaš, da si buden in lahko gledaš okrog. Edini organ, ki se ti takrat zbudi, so oči. Ena izmed najbolj groznih plati spalne paralize je to, da čutiš en močen pritisk na prsenem košu. Zakaj sem torej rekla, da imamo vsi ljudje spalno paralizo? Čisto preprosto, gre za stanje telesa po noči, gre za konec REM faze. REM faza pomeni v angleščini rapid eye movement, to je tisto, ko se ti oči ful premikajo, ko mižiš. Če si kdaj opazoval koga, ki spi ob tebi in je ful oči premikal, si misliš, da verjetno sanja. Verjetno res sanja in to se zgodi 3 do 4krat na noč povprečnemu človeku, marsikomu še večkrat. Je včasih budilka res mučna in grozna, no to je ponavadi takrat, kadar nas zbudi budilka v REM fazi in nam odmeva v glavi, no seriously, zbuditi se je treba. Se pa sami prekmalu zbudimo iz te REM globoke faze, se pa temu reče spalna paraliza. Zakaj? Zaradi tega, ker telo še vedno spi, se pa zbudi. In to je tisto, kar sem rekla, da se dogaja približno 8% ljudem. Jaz sem ena izmed njih in vam bom kasneje povedala moje izkušnje, vi mi od spod napišite svoje. Je pa tako, da sem nekje slišala podatek, da se to zgodi približno malo več kot 40% ljudem, vsaj enkrat v življenju, zdaj pa to ugotovijo, ne ugotovijo, se spomnejo, se ne spomnejo, ni nujno. Ok, eni ljudje smo taki, da lažje sprejmemo stvari in nas je manj strah, če vemo znanstveno plat določenih stvari. Kar se tiče spalne paralize, gre za to, da v REM fazi določeni nevrotransmitorji pošiljajo kemikalije po telesu, oziroma so to predvsem 2 kemikalije, ki omogočata oziroma ukazujeta oziroma naredita tako, da telo spi. To je pa pametno za nas in dobro za nas in nas varuje. Zakaj? Zaradi tega, ker v REM fazi, sem že rekla, sanjamo in ko sanjamo, predstavljaj si, kaj bi bilo, če bi mi svoje sanje dejansko podoživljali in telo ne bi s temi kemikalijami umiril mišic in bi mi tukaj laufali po sobi in bi, ne vem, skočili čez okno in padali čez klif zaradi tega, ker bi mislili, da se vse v resnici dogaja, če ne bi nas dejansko možgani uspavali. Če ste mogoče gledali zadnjega Mr. Beana, ki je imel tista VR očala gor in je v bistvu izvedel vse, kar je gledal v teh očalih, ali pa tisti, ki imajo očala gor, pa je gledate kakšnih sejmih, ki to tolčajo po zraku, pa igrajo v igrce. No, tako nekako bi bilo, če nam te kemikalije ne bi delovale. Ko se včasih zbudimo iz te REM faze in pridemo v spalno paralizo, imamo občutek, kakšni hudi občutki pridejo. Naprimer, če ste že koga slišali, da je govoril, da je občutek, da ga nekdo duši, ali pa da ga nekdo davi, ali pa da mu nekdo sedi na prsenem košu. To je zaradi čisto preprostega znanstvenega razloga in sicer, da je diafragma, oziroma če jaz prav razumem, je to v slovenščini prepona, edini organ, ki ga te kemikalije pri nas ne uspavajo. Zato že od nekdaj ljudje, ki se niso znali razlagati spalne paralize, so jo prikazovali na take načine, ali pa take načine, pa take načine. Marsikdo jo doživlja in razume, kot nekaj res grozovitega in tudi jaz sem jo doživela res grozovite načine in kadarkoli me sprašujete, če imam kakšne paranormalne izkušnje, hočem reči, ne zares, imam pa znanstvene
srhljive izkušnje v paralizi, pa out-of-body experience-u. Zdaj, če koga ratalo straha, jo boste doživeli ali ne, najprej omejim takole, da se nekako dogajajo najpogosteje od 10. leta do 25. leta starosti, tako da jaz očitno sem že malo pozna za njo, ampak še vedno se mi dokaj redno dogaja, je pa zelo odvisna še od drugih dejavnikov, naprimer, koliko spiš, če premalo spiš, je večja verjetnost, da jo boš imel, kako spiš, recimo, če spiš na hrbtu, povem, da je milijonkrat večja šansa, da jo boš imel. Mene kdaj strah za spati na hrbtu, ker že pričakujem, ziher bo spalna paraliza. Potem, kakšen je tvoj urnik spanca, recimo ljudje, ki imajo recimo nočne izmene ali pa da delajo zjutraj, pa zvečer, pa ponoč, pa vse tako zmešano, imajo spet veliko večjo verjetnost, da doživijo spalno paralizo, potem so včasih krivi tableti, včasih je kriv alkohol, včasih so krive druge droge. Je pa tudi za tiste, ki vas je mogoče zdaj tega straha ali pa še odprej tega straha ali pa da sploh niste vedeli, kaj doživljate, tako še vedno gre lahko na gor, recimo. Nekako poprečno 20% ljudem je spalna paraliza všeč, ker se mene tiče, mi všeč približno tretjino časa, odvisen koliko dobro jo obvladujem. Zdaj tako, obstaja isolated sleep paralysis, to je tista, ki se zgodi enkrat in je normalno doživiš in je to. Enim se dogaja tudi precej velikokrat stalno ali pa preveč redno in je zaradi tega življenje mogoče, kdaj je malo bolj neprijeten ali pa tudi ne. Je pa potem še recurrent isolated sleep paralysis, to sem včeraj prebrala slučajno, ta je pa res grozljiva in se baje dogaja non-stop človeku in ne samo to, ko je enkrat v njej lahko traja tudi do 1 ure, ker pa zna biti nočna mora. Eni na daleč videvajo razne stvore, te stvori imajo ponavadi, ne vem, rdeče oči, vse to je nekako naša domišljija, vse to se da razložiti s tem, ker preprosto če takrat preveč razmišljaš, oči imaš odprte in če nekako prvabiš svojemu strahom, ki ga imaš vse te stvari, je večja verjetnost, da se bojo pokazale in preprosto težko to preprečiš. Da je čas, da grem hitro na svoje izkušnje, že tako se malo slabo počutim, ker skozi manj teh spalnih paraliz, saj tako od, ne vem, parih let nazaj. In mi je ful žal, ker se jih ne spomnim toliko dobro, tiste, ki sem doživela, ne vem, 6-7 let nazaj, ki so bile tiste res močne, zanimive. Jaz sem imela res gromozansko srečo, ker to se je začelo vse skupaj pri meni šele v prvem letniku faksa in sem imela to srečo, da sem spoznala takrat enega kolega, ki mi je vse te stvari razložil. In mi v bistvu dejansko predstavljam se ne moram spomniti, ker jaz imam ful slab spomin, ampak po mojem, da šele po tem, ki mi je on te stvari razlagal, jaz sem imela že prej lucidne sanje, ker so nekaj podobnega, je pa nekaj v to smer proti spalni paralizi, to pomeni, da imaš majčkeno bolj zanimive sanje oziroma lucidne sanje pomenijo, da sanje kontroliraš. O tem danes ne bom govorila, ker je čist drug video. Ampak ko mi je on opisal svoje spalne paralize, kaj vse se mu je dogajalo, kaj vse je videval, takrat so se začele dogajati tudi meni. Da mene od nekdaj reševala ena stvar, mogoče sem vam slišala čuden, ker ne vem, če ima še kdo podobne izkušnje, mogoče, mislim, sem že prebrala na internetu, ampak nisem še osebno slišala, ampak meni se zgodi to, da jaz ne morem oči odpreti oziroma lahko jih nekako na pol, lahko škilam. Mislim, da od nekdaj tak strah oči odpreti, ker prva stvar, ki sem jo slišala o spalni paralizi, je to, da videva stvore. In jaz že tako preveč grozljiv gledam, niste spoznali boje človeka, ki me bolj odštekano domišljijo od mene, tako da mi je bilo od nekdaj res strah oči odpreti. Poleg tega imam ful močen senzor za zvok in spalna paraliza je tudi znana po tem, da slišiš kakšne grozljive, močne zvoke. In se spomnim, kako preden sem začela videvati stvari v spalni paralizi, sem slišala stvari v spalni paralizi in to ni bilo tako easy, ampak takrat so zvoki res močni in zelo pogosto so sirene. Enkrat se spomnim, da sem slišala sireno basically tako, kot da bi mi na gasilskem v avtu ali pa na rešilcu takole na glavi in mi delali tako prav na ves glas, ampak itak sem vedela, zakaj se gre in sem bila samo tako, wow, seriously. In meni se je to najpogosteje dogajalo, ker sem bila recimo zjutraj zgodaj nekje in sem prišla nazaj dam in sem šla spat in potem tako po delčkih spiš še po, ne vem, 20 minut, pol ure in se tako non-stop prebuješ še toliko, večja je verjetnost, da padeš v spalno paralizo. Kadarkoli je spanc prekinjen, zmeden, takrat imaš ful večjo verjetnost in še enkrat, če ležiš na hrbtu. Sem slišala to res močno sireno. Enkrat sem na ves glas slišala vse okrog sebe, kot da bi bila na neki železniški postaji, nekaj v tem smislu, in na ves glas bi ljudje okrog mene hodili, se sprehajali, klepetali, en čez drugega, v glavnem res množica ne bi bila okrog mene.
Še enkrat ponavljam, jaz se vsega tega zavedam, da je spalna paraliza in mi ful zanimiv, kar se tega tiče, če so res samo zvoki. Tretji zanimiv primer je bil, ko sem tik ob svoji glavi slišala, mislim, da takrat še nisem dobro mogla pogledati, nisem upala pogledati, ampak je bil buldog. Zdaj, od nekdaj govorim buldog, ker si samo buldoga predstavljam tako, ampak bil zraven mene in je sedel in je hropil na ves način. Ko tako ful diha. Tako je dihal in slina mu je dol tekla in tik ob glavi sem ga imela. Spet ni me bilo strah, bilo mi smešen, ker veš, da je spalna paraliza, ampak ja. Zdaj še ene dve izkušnje moje slabe spalne paralize, tako da tisti, ki jo imate ali pa ki se jo bojite, vem, kako je, če vam nekdo to v glavo da in potem imate to problem tisto večer, tisto noč. Tako da, če vas je strah, preskočite zdajle minuto, dve, da ne boste tega poslušali. Se pravi, s časoma mi je včasih potem ratalo oči odpreti in noben primer ni bil to grozen, nikdar mene nihče ni davil, nič to groznega se mi ni dogajalo. Je bilo pa enkrat to, da sem tako oči odprla, da sem samo izza roba posle videla tako kot vrh glave, kakor mene do tukaj recimo, in oči, ko so me gledale, oziroma obraz ni bil jasen, samo tako črn del te glave in pa čisto rdeče oči, ko so me gledale, ampak spet tista stvar se ni premikala, ni me bilo zares, ne vem, strah dejansko, ker itak veš, zakaj se gre, veš, da je plod domišljije in pač okej. Zbudim iz spalne paralize, načeloma jaz samo počakam, da se zgodi. Najbolj grozen mi je ta občutek, ko mižim, ker ne odprem oči in pritisk je že tak čuden, zvoki so vedno neki šumenje, hraščanje in to, ker ne gledam. Me od nekdaj muči to po eni strani, da ne vidim, kaj se dogaja okrog mene. Recimo, ene je strah, pa se pogrnem s kotrom čez glavo, meni to nočna mora ni šans, jaz moram videti vsaj kotiček, ki je, pa da vem, da nikjer nič ni. In to je problem, ker po eni strani nočem pogledati, ker nočem, da me preveč strah, po drugi strani pa gledati, kaj se dogaja okoli mene, pa če kaj nevarnega kje in pa spet veš, da je tak spalna paraliza in te nič ne bo, v glavnem zakompliciran. In še tretja stvar, o kateri bi rada danes govorila, je pa out of body experience. To pa spet zdaj ni čisto za vsakega, da gledajo do vas, ker spet, če ste čisti znanstveniki in mislite, da ni nič na tem in da ni šans, da to obstaja in da ne vem kaj, boste itak pa hejterji v tem delu videa, tako da vseeno, če ne gledate, ker pač ne bomo skupaj prišli. V glavnem, zdaj me pa definitivno zanimajo vaše izkušnje, kaj mi imate za povedati. Vem, da mi boste zdaj ful hoteli pisati na Instagram pa privat, ker mi lahko, ampak še bolj vesela bom, če pišete spodaj komentarje, da še drugi preberejo, da se izmenjamo mnenja. Še enkrat, če se spomnite, pejte na Hitradi Antina video YouTube glasovati za najljubšega youtuberja. Hvala vsem, ki ste že zame glasovali, presežem, da ko scrollam in vidim svoje ime, tako 100-krat sem res ganjena, pač hvala vam. To je to za danes, hvala, ki ste zbrali ta video, jaz sem ful uživala v tem, ker sem že res dolgo hodila o tem govoriti, plus ostanem nam še vedno temo o lucidnih sanjah, če boste hoteli o tem govoriti, pa toliko, da ne boste mešali lucidnih sanj skupaj z tem, ker sem danes govorila, ker ni ista zadeva. In to je to za danes, radi se imejte, jaz sem Alenka, aj čau!